Danes bom razmišljal v bistvu, kakšna je povezava med trenutno zelo razbobnano volitveno masturbacijo okrog tega, koga voliti, koga ne voliti, a iti na volitve ali ne. Jaz vam o tem ne bom govoril. Od tega mene ne boste slišali, vi boste delali pač, kakor boste. Jaz se razmišljam pravzaprav v tej zvezi nekaj drugega. Sabo sem danes prinesel eno ploščo, ne vem, če vi to vidite, prav obrnjene napise. Tale plošča namreč mene v nekaterih delih zelo spominja na te volitve, ki jih imamo, pa ne danes, pa ne samo pri nas, ampak na splošno v demokraciji, se pravi v vladavini ljudstva. Ta plošča je bila posneta decembra 1975, ljudje moji, veste, kje je že to? Naslov plošče pa je, kako pomenljivo, Pljuni istini v oči. Namreč Buldožer je bil slovenski ansambel, ampak je takrat snemal vse svoje komade v takratni srbo-hrvaščini, ker je bilo pač tržišče malce večje. In to je tale pomenljiv naslov te plošče, Pljuni istini v oči. Mene to zelo spominja na to, o čemer govorijo današnji kandidati za naše rešitelje, kako nas bojo rešili. Polne usta jih imajo. V glavnem, ok, potem pa, kar je šlo naprej, je tukaj en komad, ki ima naslov, spet zdaj v angleščini, kar naenkrat, Yes, my baby, no. To pa kaj zdaj, ne, spet malo simbolizira volitve. Yes, no, da, ne, koga, kako in gor in dol. In tretja stvar, ki pravzaprav je že takrat davnega leta 1975 Buldožer pel, je pa tole, kdo vse so naši kandidati za Irena. Ne morem obrniti, ker imam kamero tako obrnjeno, da moram videti, ali sem noter ali ne, in zaradi tega, sorry, so napisi obrnjeni. Verjetno zrcalno. Ampak ni bistveno, vse vam bom vse povedal, zakaj gre. Če vas zanima, pejte na YouTube, obrnite Buldožer, Yes, my baby, no, pa boste slišali tudi ta komad. Ampak zakaj gre? Tukaj so oni namreč nekaj naštevali ene ljudi in mene to čisto spominja na današnjo garnituro, ki nastopa danes na televizijah in še marsikje drugje, o tem malce kasneje. In sicer so rekli tako, bom kar prebral, ker je tudi v srbo-hrvaščini. Pravi, penzioneri, saboteri, cirkuzanti, prevaranti, djecaj vojnici, teški bolesnici, mladi nirvanisti, egzibicionisti, profesori i grobari, striptizete i mornari, psihopati, kondukteri in naši slavni futbaleri. Ej, ljudje moji, mene to spominja čist na to našo smetano, ki nastopa. Ampak zdaj pa grem jaz pravzaprav na to, kar sem napisal v naslovu. Kakšno zvezo imajo volitve in zaslužek na internetu oziroma internetni marketing. Še enkrat povem, ne bom vam govoril, koga pejte voliti ali pa sploh pejte voliti ali ne. Ampak vsi ti ljudje, ki jih zdaj malo poslušate, če jih, oni imajo vse rešitve. A ni to zanimivo? Imajo vse rešitve in po nekem čudežu oni teh rešitev ne speljejo. Nikoli. Zakaj ne? Ker jim to odgovarja. Namreč, po mojem globokem prepričanju je prva, in to bom potem povedal, zakaj tudi je to dobro, ne? Po mojem globokem prepričanju, oni najprej skrbijo za svojo dobro plačano službo. Potem imajo v mislih odskočno desko za še boljše plačano službo. Morda nekaj malega vidijo tudi kakšno korist za svojo stranko, nazadnje pa smo mi, ki nam rečejo davkoplačevalci. In natančno to mi smo. Davkoplačevalci, ki plačujemo v državni proračun za to, da te ljudje imajo to, kar imajo. Zdaj bom pa zaključil o politiki sami kot taki, ampak se pravi, oni delajo iz sebe marketing, oni promovirajo sami sebe v vseh teh oddajah, ampak v zadnjem času, če ste opazili,
se pa vse več pojavljajo tudi na socialnih medijih. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Polno imate nekih teh političnih vsebin, obrazov naših dragih liderjev, ki nas bodo potegnili, nas in našo Slovenijo iz blata, pa naj bo to na plemenit način ali pa na kakšen drugačen način. Zdaj pa, zakaj je to pravzaprav pravilen sistem? Tudi mi vedno pravimo, poskrbi najprej zase, šele ko si zase poskrbel, lahko skrbiš za druge. Tudi na avionu, če letite, ko padajo maske dol, ko avion malce zaguga, piše najprej poskrbi zase, šele potem za svojega otroka. Ne moreš skrbeti za otroka, če zase nisi. Ok, se pravi, oni poskrbijo najprej zase. Mi kot davkoplačevalci bomo poskrbeli za njih. Zdaj, v čem pa je zdaj smisel tega, kar danes razmišljam? Smisel tega je v tem, da že stalno, ko ponavljamo, da je internetni marketing oziroma zaslužek na internetu realna možnost, ki bo vse bolj realna, ne? In to nam zdaj že politiki dokazujejo, ker tudi oni delajo marketing na internetu, se pravi v socialnih medijih. In kar je najhujše pri tej zadevi, kar jaz opažam, je ta njihov marketing zelo bogi. Zelo bogi. To, kar oni delajo, pravzaprav je neka šola, stara, ne vem, 10-15 let, ki je že davno preživeta. Se pravi, niso se potrudili niti toliko, da bi ta svoj internetni marketing delali dobro. In kakšna je pa zdaj povezava, če vzamete sami sebe, oziroma če vzamemo sami sebe, mi davkoplačevalci. Se pravi, da moramo mi tudi najprej poskrbeti za sebe, če hočemo potem za njih. To pomeni, da moramo zaslužiti dovolj denarja, da bomo imeli za dostojno življenje in da bomo plačali še njihovo dostojno življenje. Tako, približno nekako. Ni to globoka misel, ne? Globoke misli delajo drugi. Jaz vam hočem povedati samo to, da zame je bil internetni marketing, zame je bil zaslužek na internetu še 3-4 leta nazaj, isto kot je morda danes za vas, nekaj nepojmljivega, nekaj nemogočega, o tem sploh nismo razmišljali. Jaz sem v tej svoji knjigi opisal svojo pot. Zakaj sem šel v to smer? Kako sem šel v to smer? Kakšne napake sem delal? Lejte, to knjigo, če vas zanima, najdete na moji spletni strani www.fotkar.com in si jo lahko priskrbite. Moja zgodba v prvem delu, v drugem delu pa pravila oziroma osnove, kako pravilno postaviti posel na internet in ne tako kot naši penzioneri, saboteri, cirkuzanti, prevaranti in vsi ostali naprej, kar smo prej prebrali, od buldožerjev. In če ste slučajno na tem, da vas zanima, da poskrbite najprej zase, da poskrbite za svoje dohodke, pa je čisto vseeno, če imate svojo firmo in imate svoje izdelke ali pa storitve in jih hočete seveda prodajati, ker to je normalno, da vsaki nekaj dela poskuša to tudi prodati, bo opcija vse bolj realna prodaja na internetu, ker se dejansko vse seli na internet. Saj pogledajte, danes je vse na telefonih, na mobilnih telefonih, ki jih imamo stalno s sabo. Marketing se bo preselil tudi na mobilne telefone, kolikor se že ni. No in se pravi, lahko ste tudi penzioneri, ne? Ali pa saboteri, ali pa cirkuzanti, vsi lahko s pravilno postavljenim poslom svoj posel zapeljete, svoj posel spromovirate in na ta način tudi zaslužite. In to je zaslužek na internetu in ne tisto, kar mogoče nekateri mislijo, ne vem po kakšni logiki sicer, verjetno so rojeni politiki, da to mislijo, da je nastop na internetu nekaj like this, prideš, se prijavaš, rečeš, fantje, tlele sem, jaz sem se prijavil, zdaj pa vi meni lepo nakažete vsak mesec enih 500-600 evrov na moj račun. Zato je pa lepo rekel, in tudi zato je lepo rekel eden od osovraženih politikov in njegova izjava je bila malo morgen. Torej,
malo morgen za politične nastope, za nastope naših politikov na socialnih omrežjih, ker so res bed, malo morgen za lahke zaslužke na internetu, ker so res bed, če pa hočete si pomagati, če hočete, tudi če nimate svojih produktov, pa iščete neko možnost, da bi zaslužili na internet, obstajajo na internetu res realne možnosti, dajte se prijaviti gor, zahtevajte mojo brezplačno videoserijo, ki sem jo jaz posnel, 12 videofilmčkov, vsak dan, kratkih, vsak dan dobite enega na vaš mail, si to pogledate in potem sami odločite yes or no. Yes, my baby, no. Vsekakor pa ne boste tako pljuvali istini v oči, kakor pljuvajo danes nekateri drugi, po nas davkoplačevalcih. Ampak ne biti slabe volje zaradi tega, kar sem povedal, vzemite to kot dobro izhodišče, vzemite to kot neko dobro možnost tudi za vas, ker če te ne znajo, ki imajo vse možnosti, da bi znali, potem ste vi v prednosti pred njimi. Hudiča, zakaj pa ne? Morda nastopite pa na naslednjih volitvah s ta pravim internetnim marketingom. Imejte se skrajno, čau, vidimo se, če bo po sreči, naslednji teden v torek in ne v ponedeljek. Čau.